ki bomo kar začeli. Dobrodošli vsi skupaj. Par napotkov, preden čisto uradno odpremo, glede na velikost dvorane pa prenos v živo. Tista kamera tamle gre na internet direktno, se pravi po celem svetu gre tole zdajle. Uporabljite prosim mikrofone, se pravi, če hočete govoriti, pritisnite rdeč, pa potem kaj konc rdeč, pa če kdo ne bo, ne zameriti, če ga bomo spomnili. Gre za to, da bo posnetek kvaliteten. Zdajle bojo prinesli nam še kavice, oziroma kdor bo si že zaželel kar naprej. Še nekaj mogoče bo zamudnikov, se nam bojo pridružili, ampak mi bi kar odprli. Dobrodošli še enkrat na prvem posvetu portala slovenci.si, ki ga, bom rekel, Urad za Slovence po svetu in zamejstvu pripravlja skupaj z založnikom Domus d.o.o., katerega predstavniki so danes tukaj, gospod Krajnik, gospa Jernejčič Andreja, naša urednica portala, in pa Goran Mladenovič, ki je tudi sodelavec, se pravi, mi smo tista ekipa, ki ta portal več ali manj pripravlja, tako da grejo vsa vprašanja na nas 4. Moje ime je Marjan Cukrov, vodim na uradu ta projekt in bi rad danes predvsem, da gremo skozi relativno hitro predstavitev portala, tudi njegova izhodišča, zakaj smo se ga sploh lotili in kakšen cilj ima, in predvsem, da vidite, da je to izjemno dolgoročen, če ne bom rekel strateški projekt urada, ki je tukaj ne zato, da preizkusimo, a bo to šlo ali ne, ampak da postavimo resnično platformo za komuniciranje vseh Slovencev po celem svetu z svojo domovino, med sabo in pa z drugimi javnostmi. Tako da še enkrat vas pozdravljam, zdaj bi pa kar dnevni red bi bil približno tak. Jaz bom zdajle LinkedIn prezentacijo predstavil, potem bi pa šli kar na, kako se reče temu, na debato, ker danes je to namenjen, danes imamo posvet. To ni predstavitev, da nekaj zveste, ampak da predvidevam, da je vsak od vas že nekako ta portal videl, ga malo uporabil, nekateri sodelujete tukaj aktivno na tem portalu že, nekateri boste še sodelovali, nekateri pa boste predvsem videli, kako lahko to uporabite v svojih okoljih in društvih. Tako da portal je, urad se je leta 2015, na začetku leta, odločil, da smo bili postavljeni pred izbiro, da kako nadaljevati revijo Moja Slovenija, ker se je pač takratna pogodba iztekla. Anila, lahko dvigneš to, revijo poznate, to je v tem trenutku. Takrat se je ekipa znašla pred dilemo ali pred vprašanjem, ali je revija kot mesečnik, ki je do takrat izhajala, odgovarja vsem potrebam sodobnega Slovenca, ki živijo po celem svetu. Ali je revija tisti format, ki ga želimo razvijati. In ali se želi portal veliko bolj aktivno vključiti v produciranje, medijske krajine. Tako da smo naslednji razpis oblikovali precej drugače, kot je bil do takrat. Se pravi, iskali smo izdajatelje revije in izdajatelja oziroma tistega, ki nam bo postavil uradu portal, spletni portal, ki bo služil z precej natančno definiranimi funkcijami, ki bodo služile veliko širši publiki, kot je pa, bom rekel, sama papirnata revija do takrat. Cilj je bilo seveda, da zavzamemo, bom rekel, predvsem mlade, ker smo stalno skozi vse raziskave ugotavljali, bom rekel, vsi na vseh debatah, na vseh diskusijah, ki smo jih imeli, se je ugotavljalo, da kako mlade pritegniti v društva, v delovanje skupnosti, v delovanje to. In
če smo čisto odkriti, bom rekel, papirnata revija ni ravno medij, ki bi ga mladi danes, ki je dosti uporabljali, ne. Tako da to je bilo drugo je bilo, kako, bom rekel, prilagoditi medije na sodobna tehnološka orodja, ki so, na prehod, bom rekel, na digitalne platforme, ki se dogajajo v večini populacije. Obenem pa kako zadržati pa vseeno tudi populacijo, bom rekel, da je ne izločimo z celotnim prehodom na digitalno, kako zadržati vseeno, bom rekel, starejšo pa populacijo, ki ne uporablja to elektronska orodja, ne. Tako je bil sestavljen, bom rekel, struktura zahteve za založnika, se pravi, želimo imeti portal, ki bo dnevno informiral celotno Slovenijo, ki bo služil kot platforma za komuniciranje vseh Slovencev po celem svetu z Slovenijo in Slovencev naven. Drugo, ta portal more producirati digitalne, bom rekel, novice, tudi, ki bojo se lahko sprintale in uporabljale v društvih, pa v skupnostih, kot, bom rekel, za ljudi, pa za uporabnike, ki ne uporabljajo računalnikov pa telefonov. In obdržati smo želeli revijo, vendar pa dvigniti ta nivo na, bom rekel, mogoče za en nivo višji, se prišli smo na 3-mesečnik, se pravi 4 revije na leto, ki pa imajo bečkam bolj poglobljene vsebine, intervjuje, komentarje in tako naprej, ne. Današnja revija, ki, mislim, tamle so na mizi, no, je zadnja številka, ki je šla zdaj za junijska, je v obsegu 80 strani, ne. Že 80 strani, kar je, in moram priznati, da smo se že prvič srečali z skoraj viškom vsebin, kot pa, ne. Treba vedeti, da cela revija, kot ste videli, ima samo vsebine, nobene praktično reklame in tako naprej, to ni komercialna revija, vsebine so. Želeli smo pa seveda pokriti tudi potrebe, tudi z projektom, tistega, kar smo že nekaj časa opažali, to je, da je vztrajanje na samo slovenščini kot jeziku komunikacije preozko. Enostavno si moramo priznati, da slovenščino kot tako, sploh knjižno, ki jo tukaj uporabljamo, ne govori več toliko ljudi, sploh pa ne tista vsa številka, ki jo želimo doseči. Tako je portal in revija in e-revija so zasnovan dvojezično, s tem, da so za portal, ker je veliko bolj novičarski, hitrejše novice, krajše novice, imamo opredeljeno neke uredniške politike, katere vsebine se prevedejo v angleščino, približno 2/3 do polovica vsebin se prevede v angleščino in so tudi, bomo potem videli funkcionalnost teh angleških novic. Medtem ko se v reviji se delajo povzetki, se pravi povzetki člankov v angleščini, medtem ko je pa e-revija, ki ne bi bila najbolj tista, ki se največ distribuira se pravi tudi newsletter, se pravi po e-mailu, je pa pol, se pravi vsak članek je v angleščini kompletno preveden. To so zaenkrat neka izhodišča, ki smo si jih postavili in ki danes funkcionirajo in delujejo. Kako bo to bom rekel, bodoče, pa to je pa v veliki meri odvisno seveda ravno od nas vseh skupaj tukaj. Se pravi od povratnih informacij iz terena, iz uporabnikov, iz konec koncev tudi tistih, ki bomo to pripravljamo. In tako da o tem bomo v naslednji fazi, recimo. Bom rekel, prioritete delovanja urad, mogoče ne vem, kdo od vas ve, ampak urad za Slovence po svetu ima kar precej natančno opisane prioritete, se pravi, mislim, ne moramo kar ravno izmišljati, kaj nam paše, kaj ne. Smo v zakonom določene, imamo pristojnosti, vendar smo znotraj teh pristojnosti, bom rekel, interpretirali te pristojnosti tako, da smo smatrali pripravo tega portala, pa vodenje, pa financiranje seveda tudi, kot, bom rekel, zelo ključno in verjetno za budučnost najbolj ključno investicijo, bom rekel, našega urada.
ker komunikacija se je izkazala in kasneje bomo prosili tudi za komentar gospod Lukšič Kacin iz raziskovalnega inštituta SAZU-ja, ki se je s tem zelo veliko ukvarjala. Permanentno se je postavljala zadnjih 10-15 let pri vseh in pri zamejcih in pri izseljencih, pomankanje vedenja, kaj se pri njih dogaja v slovenski javnosti. Permanentno je bila ta neke vrsta nam rekel zamera oziroma slab občutek, da se Slovenija ne zanima in za svoje izseljence in niti za zamejce. In želeli smo to popraviti na ta način, ne da začnemo mi pisati, ampak da ponudimo platformo in zamejcem in izseljencem. Vsem skupaj bom začel uporabljati Slovencem po svetu, da sami sporočajo gor, platforma pa da mora biti tako dobro pripravljena in tudi dosež penetracijo v slovenski javnosti. Po drugi strani nismo želeli pripraviti portala, ki bi dnevne novice vam omogočil branje dnevnih novic. To lahko berete danes na Delo, na Siolu. Kdor hoče dobiti novico iz slovenščine, lahko dobi z lahkoto na katerem koli. To ni naše delo. Ne. Mi poročamo o tem, kaj vi počnete, kaj se dogaja v vaših skupnostih. Tako da zato te prioritete smo pač seveda, zdaj ne bi šel čez njih direktno, ampak izhodišča so nam bila zato, da se pač to postavi. Drugo, zdaj smo z koncem leta se zaključuje ta prva faza, ki smo jo, tako kot sem rekel, z ekipo z Domusa na današnji dan pripeljali do te faze, ki jo bomo tudi pogledali zdaj, ko bom preklopili na portal. Portal je postavljen zdaj že nekaj časa, teče tako, kot je bilo zahtevan v razpisu 2014. Ima uredništvo, ki sem vam ga predstavil, ima stalne dopisnike, vire informacij, je dvojezičen, postavili smo dvoje družabnih omrežij, se pravi Facebook pa LinkedIn, sta zaenkrat postavljena. Nadaljne, bom rekel, koraki v to smer so zelo povezani tudi z vašimi predlogi pa pri sugestijami, katere omrežja, verjetno bomo še Instagram se bomo počasi lotili, Twitterja se zaenkrat ne bomo lotevali, ker smo le nekak državni organ in je malce pretvegan se spuščati na področje Twitterja. YouTube kanal imamo zelo kvaliteten, si ga bomo pogledali, konec koncev tudi vsi tele posnetki, ki jih bom rekel tudi danes v živo, se nahajajo gor, lahko si pogledate tudi druge posnetke, predvsem je pa namenjen tudi, da bojo društva pa skupnosti, ki svoje posnetke pošiljali in jih nalagali na ta YouTube kanal oziroma povezave. Kot rečeno, e-revija oziroma newsletters izhaja enkrat mesečno, je tudi potem, lahko si jo pregledate na spletu, lahko jo sprintate. Jaz sem zelo zadovoljen, se mi zdi, da izbor člankov je e-revija je izbor člankov iz meseca pred izidom. Se pravi, članki, boljši članki, bolj tisti, ki so bili pomembni, za katere je uredništvo oceni, da so bili najpomembnejši v tistem prejšnjem mesecu, se izidejo v e-reviji. Medtem ko v papirnati reviji pa, bom rekel, izidejo pa nekateri, predvsem intervjuji pa poglobljeni članki naših zunanjih sodelavcev. Potem imamo revijo Moja Slovenija, to mislim, da sem zdaj že kar dovolj povedal o njej. Predvsem je pa naš portal postal združenje, bom rekel, večjih portalov, ki se parcialno ukvarjajo z vprašanji ali pa s temami izseljencev, zamejcev, mladih, ki odhajajo, novih migracij, spremljanja različnih, bom rekel, skupin, ki delujejo v, bom rekel, migraciji. Tukaj imamo Radio Televizijo Slovenijo, vsi poznamo,
Danes smo že govorili o tem, Radio-televizija Slovenija, namreč naš portal je bil najprej celo tako zamišljen, bom rekel, porabili smo skoraj 2 meseca na tem, ker smo želeli povezati oziroma narediti naš portal na platformi RTV-ovskega, ker pomeni, da bi, bom rekel, samo dodajali še dodatne vsebine na RTV-ovski. RTV se je takrat umaknil iz tega projekta, češ da njihova platforma ni dovolj razvita. Gospod Kuhar malo pozna zadeve, še je bil na RTV včasih. Tako da smo mi svoje razvili, no, ko smo ga dobro razvili, je RTV spoznal in hvala Bogu, da se očitno v tej smeri nekaj dogaja in je šel utemeljito totalno, popolno rekonstrukcijo svojega portala in tako smo kar naenkrat in zamejci in izseljenci dobili v 2 mesecih 2, bom rekel, kvalitetna portala, ki danes dobro sodelujeta, se povezujeta, izmenjujeta podatke, mislim, novice in mislim, da glih na ta način dobivamo večjo pokrivanje. Ne. Nismo v principu jezni, ker nismo šli, ker zdaj ocenjujemo, da imamo boljšo situacijo, kot je bilo pa 1 leto nazaj. Ne. Potem sodelujemo z Globalno Slovenijo. Globalna Slovenija je relativno mlada skupina sodelavcev, ki se je začela ukvarjati z spremljanjem mladih, ki potujejo po svetu in tako naprej, ker se je pa čedalje več teh mladih začelo ostajati v zuni in praktično nova migracija, so se, bom rekel, precej specializirali za to področje in v sodelovanju tudi s sofinanciranjem urada, bom rekel, njihova spletna stran nadaljuje ta fokus. Druga taka specialistična, bom rekel, spletna stran je Metina lista, naše, bom rekel, znane novinarke, bivše iz televizije Nataše Briški, ki se ukvarja pa z spremljanjem tudi, bom rekel, akademske sfere, ki deluje v tujini, slovenskih, bom rekel, znanstvenikov, doktorantov, profesorjev, ki delujejo po celem svetu in jih načrtno spremlja, kje so, kaj delujejo, kje so trenutno, imajo, boste videli potem tudi zemljevid, dobesedno, kje se kdo nahaja, ker pomeni, da danes, če nekdo želi nekam, je to Anglijo študirati, recimo gre lahko na zemljevid, pogleda, na kateri univerzi, ali je na njegovi univerzi, kdo od teh slovenskih poišče pomoč in tako naprej. Ne. Obenem pa spremljajo zgodbe teh ljudi in njihove, bom rekel, nove zgodbe iz migracije. Ne. To je Metina lista, Siol.net je daleč največji slovenski internetni portal, klasični novičarski portal, ki pa ima zelo kvalitetno in tudi, bom rekel, ker je v lasti Telekoma, ima tudi, bom rekel, spremljajo tudi precej tem, ki niso tako, bom rekel, komercialne, tako da imajo precej močno ekipo na področju tudi spremljanja mladih v emigraciji in Slovencev v tujini nasplošno, tako da zelo zadovoljstvom sodelujemo z njimi, se pravi, prevzemamo njihove članke in vsebine in so tudi na voljo. Časnik Zmero, mislim, da dober dan, dobrodošli tudi tukaj je z nami, je isto relativno nov portal. Koliko časa ste? Tako. In tudi se ukvarjajo, imajo področje, vi mu rečete brezmejci. Brezmejci, rubrika in kar se nam zdi lepo, isto imamo sodelovanje, prevzemamo njihove članke, poglobljene, moram reči, kvalitetne, ki spremljajo usode Slovencev po celem svetu. Potem smo isto vzpostavili tudi z Radiem Ognjiščem, ki ima tudi kvalitetno spletno stran pa portal. Z Financami, mogoče presenetljivo, vendar Finance, slovenski vodilni finančni časopis v državi, imajo predvsem močno spletne portale, med njimi je tudi Startup.si, ki pa spremlja mlade podjetnike. In to predvsem tiste, ki delujejo v tujini, ki so šli v tujino, delujejo v tujini in spremljamo te zgodbe. Se pravi, z vsemi temi poskušamo
pokriti tudi to novo nastajajočo, nove migracije, nove Slovence, se pravi, ne fokusiramo se samo na, bom rekel, obstoječe ali pa dolgožive že skupnosti in v zamejstvu in po svetu, ampak tudi na te, ki nastajajo nove. Ne. Danes smo že ugotavljali na posvetu z zamejskimi organizacijami, da je danes, da se pojavlja en trend, pa mislim, da mi ga bo gospa Lukšič-Kacinova potrdila, da danes se mladi selijo v mesta, v mestih, v velemestih danes nastajajo čisto nove skupnosti. Ne. Recimo Avstrijci so, zamejski Slovenci iz Avstrije ocenjujejo, da je danes na Dunaju že več Slovencev kot pa na celem Koroškem. To je bila danes prvič ocena taka malo čez prst. Ne. Da je na Dunaju že več Slovencev živi kot pa na celi Koroškem. Ne. Ker pomeni, da se premika ta žarišče in kako te skupnosti nove nastajajoče, kako jih motivirati, kako jih povezati. Ne. In tukaj je spet ta portal, bom rekel, tista platforma, ki bi jo radi, da se pravi, da preko Facebook skupin, preko LinkedIn skupin, preko neformalnih nekih, bom rekel, kontaktov, probamo dobiti kontakt z temi skupnostmi, poiskati, kaj potrebujejo. Ne. Recimo, Avstrijci so se, Slovenci iz koroški Slovenci so se pritoževali, da so jih poskušali nagovarjati, jim organizirati pouk slovenščine in je bil zelo slab odziv. In so bili čisto razburjeni. Ne? Ampak jaz mislim, da samo niso se zelo dobro pozanimali, kakšne interese imajo sploh te tako imenovani Slovenci, ki so šli verjetno s trebuhom za kruhom na Dunaj, ne? In jih zanima čim hitrejša integracija pa poučenje nemščine, zato da bojo lahko dobro upravljali delo. Ne? Tako da to so vse zgodbe, ki bi jih mi želeli, da jih portal pa ta ekipa, ki bo sestavljala portal, pa da skozi to razvijamo, bom rekel, pokrivanje teh slovenskih skupnosti. Bom rekel, to, kar sem naštel podporne portale, to ni vse. Se pravi, mi spremljamo strani naših društev, asociacij. Tukaj imamo gospoda Avserja iz Avstralije, ki vodi največji avstralski portal Slovencev. A sem prav rekel? Največji je. Zelo velik, veliko spletno stran. To se spremlja, gleda, pobira novice in še več takega sodelovanja. Se pravi, naša ekipa je v enem letu nekaj pregledala. Ne. To ni vse. Mi vemo, konec koncev se tudi spletne strani so v nastajanju in tako naprej. In smo zelo veseli vsakakršnega namiga tudi, kaj smo spustili, kaj nismo najdli, kaj bi bilo fino vključiti, kje se dogajajo zanimive stvari. Ne. Tako da zdaj bi mogoče portal, bomo šli malo kasneje. Jaz sem želel govoriti danes predvsem ali pa vam dati izhodišča za v kaj bi portal radi razvili v naslednjem obdobju. Tole je, bom rekel, kar projektna shema, ki smo jo tudi skupaj z Domusom pa še zunanjimi svetovalci pripravili za izhodišče za, bom rekel, portal v letu 2017-2018. In s tem projektom bi želeli iti na, bom rekel, v budžet, proračun urada oziroma tudi države. Je pa zelo pomemben zato, ker iz njega izhajajo tiste, bom rekel, želje, v kaj bi se želeli portal razviti in kje vi pridete, kje potrebujemo vašo sodelovanje pa pomoč. Jaz bi se zdaj vrnil, bom rekel, čist na začetek. Portal je sicer izšel iz nekega znanja, nekega vedenj, ki smo jih imeli na uradu, pa zunanji sodelavci, o tem, kaj naj bi, bom rekel, Slovence po svetu zanimalo. Vendar, če smo čisto odkriti, vsak resen marketinški projekt se mora začeti z resno marketinško analizo oziroma tržno analizo. In v tem primeru prva stvar, ki jo bomo naredili, bo resna sociološko-antropološka analiza
med Slovenci po svetu. Šele z nje bi želeli radi dobiti resne podatke o tem, kaj si sploh želimo, kakšne so potrebe, kaj si želite po celem svetu, oziroma kaj potrebujete. Na osnovi tega bi se naredili seveda potem sinteza, se pravi sinteza zajem podatkov o socialni strukturi Slovencev, pa kvalitativno, pa tudi globinski online vprašalniki, pa globinski intervjuji z izbranimi, bom rekel, predstavniki ali pa tistimi ključnimi. Šele na osnovi tega bomo strukturirali, bom rekel, tudi vsebine in tako naprej. Tako da ne bomo samo nadaljevali z tega, kjer smo danes, pa rekli, fino nam gre, pa bomo šli neke vrste korak nazaj in najprej to naredili. Portal bomo pa oblikovali po teh 5 stebrih, ki jih vidite. Najprej bomo postavili procese. Procesi so neodvisni principi od vsebin, ki jih bomo, ali pa strategiji, bom rekel, uredniške politike, ki jo bomo imeli. Proces je proces. In proces je zelo pomemben od osnovne platforme, se pravi osnovne internetne platforme, ki bo omogočala hitre izmenjavo vsebin, se pravi bomo šli verjetno na nek WordPress ali pa nekaj podobnega, se pravi, da bojo vsi zunanji korespondenti lahko, da bojo uporabljali isto orodje, enaka pravila in tako naprej, kar pomeni, da bo olajšano, bom rekel, delovanje, hitrejše poročanje in tako naprej. Postavili bomo na noge potem nov redakcijski sistem, integralni uredniški sistem, se pravi, to je spet investicija, to je treba kupiti, to ne bomo šli sami razvijati. Potem bomo to izvedbo naredili in to nadgrajevali. Zato, da bomo ta prvi proces lahko naredili, bomo seveda potrebovali usposobljene kadre. Prvič bomo bili usposobljene za urednikovanje pa novinarstvo, potem bojo mogli biti usposobljeni za uporabo teh redakcijskega sistema, se pravi napredne izmenjave vsebin, se pravi kako promovirati svoje skupnosti. Namreč portal ni namenjen samo temu, da se vrti, ampak je prvenstveno namenjen, da ga skupnosti izven Slovenije uporabljajo za svojo promocijo. Če smo čisto odkriti, je Slovenija investirala to zato tudi, ker želi, da ste vidni pa slišni v okolju, kjer živite in delate. To je zelo ključno. Se pravi, jaz grdo rečem, slovenska država nima interesa, da se ima, 10 ljudi zelo fino na nekem pikniku. To je zelo lepo. Za teh 10 ljudi. Sem to od tega nimamo nič, še ni nič slovenskega, še ni nič. Če je pa to pevski zbor, pa se učijo pesmi, pa se učijo slovenski jezik, pa se, ali pa celo gledališko folklora, ne vem kaj, in s tem nastopajo v skupnosti, kjer živijo, to je pa že, bom rekel, naš interes. Se pravi, želimo, da so skupnosti, ki jih zastopate, kjer delujete, vidne v javnosti, kjer nastopajo. Ne samo tukaj v Sloveniji, to bomo tudi poskrbeli, ampak predvsem tudi v to. In ta portal bi želeli, da vam postane tudi orodje za te zadeve. Kar pomeni, da bo tudi v tej drugi fazi omogočil postavljanje hitrejših, bo omogočil orodje za postavljanje lastnih spletnih strani manjšim društvom in tako naprej. Sprav, da ne bo treba razvijati svojih orodij, ampak da bomo že na tem portalu vam omogočali postavljanje teh spletnih strani. To je v drugem letu. Potem pridemo do tretjega stebra, zato da bojo uredniki, novinarji, tisti, ki bojo prispevali, bom rekel, da bo vse tako, kot mora biti, zato da se bo profesionalno portal razvijal, bomo seveda postavili sistem avtorskih pravic, se pravi pogodbe in iz njih izhajajoč tudi honorarni sistem. Se pravi, govorimo o tem, da bodo tisti, ki bodo prispevali članke in to nagrajevani z honorarnim sistemom. Se pravi, nadgrajujemo
bom rekel, ta volonterski, v katerem smo še pretežno danes, sistem bom rekel, večinski honorarni sistem. Ker se zavedamo, da na dolgi rok ne moramo računati samo na etični pogon, ker bomo od vas, bom rekel, ali pa tisti, ki boste sodelovali, želeli, bom rekel, novice hitro, pogosto in vas na ta način in skupnosti, v katerih delujete, nekako silili v to, da se poroča. Jaz temu rečem push novinarstvo. Prinesi mi novico. Potrebujemo, kaj ste počeli, ne čakati, ali se bo komu dal. Želimo imeti, bom rekel, ta sistem, ki bo rekel, motiviral, obenem pa pokrival stroške seveda vaših aktivnosti, ki boste jih imeli po terenu. Se pravi, da se ne poroča samo v zadevah, kjer ste slučajno prišli na nek dogodek, ampak da se, bom rekel, tudi, odpravite na kakšen dogodek, ki je dlje ali težje dosegljiv ali pa mogoče manj zanimiv, pa vsem, da novinar od tam poroča. V 4. stolpcu je seveda ves portal bomo mogli seveda spraviti med ljudi. To ni portal z zabavnimi vsebinami, ki bi, bom rekel, zanimale širšo skupnost, se pravi, gre za portal, oziroma za novice, ki jih prvič bomo širili znotraj Slovenije, drugo pa tudi med vašimi skupnostmi, kar pomeni, da bo potreboval kar precej, bom rekel, potrebuje že danes, kar precej se pravi promocijskih aktivnosti. Ena od njih je tudi danes to, pa današnje predstavitve na svetih sveta vlade. Se pravi promocija po svetu, promocija v Sloveniji. V zadnji fazi, ki pa seveda tudi ni več tako daleč, pa računamo seveda, da bomo še nadgrajevali tehnološkoga, kar pomeni, da bo treba preslej pripraviti aplikacijo, app slovenci.si. Streaming oziroma prenos v živo smo planirali za drugo leto, pa ga že zelo intenzivno uporabljamo od aprila. Tako da to smo že osvojili. So pa tukaj še zelo velike možnosti. Tukaj so še zelo velike možnosti. Tukaj računamo na to, da ko bomo šli na to vsebine, izmenjave čez vsebin, da bomo od vas dobivali tudi video, bom rekel, video prispevke. Ne samo. Danes sem sedel z enim koroškim Slovencem, ki je strokovnjak bom rekel, prav za produkcijo internetnih strani in je rekel, da imajo, bom rekel, oni sami merjenja, karkoli se premika, pa novica, ki ima posnetek, je 100, gledanost je 100:1 proti novici, ki ima samo sliko, pa če je popolnoma ista novica, pa tekst. Take razlike so v gledanosti. Toliko več mi kot ljudje pač opazujemo. In tukaj smo nekako tisti, ki bomo prispevali, ki ustvarjamo to, zato se moramo zavedati teh prednosti in tudi portal jih naj bi izkoriščal. In tudi od vas bomo, bom rekel, pričakovali te, bom rekel, ne samo pisanje, ampak tudi že video vsebine. Tudi danes konec koncev s podobnim telefonom omogoča že neko spodobno novico, če se malo potrudimo. Potem pa kot zadnja stopnja tistega, ko bo portal dosegel, bom rekel, vse ostalo, bomo pa ga začeli seveda tudi, ko bomo imeli predvsem gledanost, se bomo pa šele lotili delne komercializacije. Komercializacija pomeni v principu, da bomo poskušali preko oglasov pa bannerjev začeti pokrivati stroške produkcije portala, ki danes niso tako majhni, vendar je urad trdno stoji na tem in je z dosedanjim razvojem portala in tudi investicijo, ki smo jo dali v to, zadovoljen in bom rekel, nismo, kako bi se temu rekel, nervozni, in da bi želeli takoj komercializacijo portala, da bi se začel pokrivati. Vemo, da moramo doseči najprej kvaliteto,
sprejemljivost med našimi, bom rekel, strankami, bralci, gledalci, šele potem se začnemo lahko ukvarjati z razmišljanjem o neki komercializaciji. Nismo želeli, da nas ta pritisk stroškov in tako naprej začne voditi v neke, bom rekel, nefokusirane odločitve. Ne. Izhodišča za fazo 2 so tale posvet danes, ki bi jaz želel, da ga bom jaz počasi zaključil in bi želel, bom rekel, sprožiti debato. Prva faza bo potem ta sociološka analiza in pa seveda priprava arhitekture portala za 2017-2018, ker se nam zdi zelo ključno zadeva. V principu z današnjim dnevom se začenjajo postopki, ki bojo do konca leta privedli do nekih teh zadev. Danes smo tukaj, posvet sodelavcev, izhodišče, odobritev druge faze, antropološka analiza se začne pa 2017. Torej, iščemo vaše sodelovanje, nekateri že sodelujemo, nekateri bi želel, da še sodelujete, predvsem pa želim zdajle, da odpremo debato in da se pogovorimo, kako vidite ta razvoj, gremo v pravo smer, v kaj bi bilo fajn jeti, bom rekel, kritike, kaj mogoče zdajle ni v redu. Jaz računam, da smo portal nekako toliko videli, da ne potrebujem zdajle vam ga jeti, predstavljati po segmentih, ampak ko bo debata, bom odprl tisto, ali pa probo demonstrirati tisto, o čemer debatiramo. No. Ne bi pa zdaj izgubili časa za predstavitvijo čist funkcionalnosti portala. Ne. Tako da, mogoče, jaz bi odprl debato, mogoče gospod Lukšič-Kacin, ker sva se že veliko pogovarjala na to temo, pa se mi zdi, da bi šli malo iz teoretskih izhodišč. Tako. Imam privilegij, da mi je bila dana beseda. Se vam opravičujem, bom probala biti čim krajša. Govorim pa z poziciji znanosti, mi smo tam včasih malo sanjači, kot veste, ne? V znanosti si to naj bi bila tudi poslanstvo znanosti, da včasih si drzne misliti realnost malo dalj kot drugi ljudje, pa razmišljati, a se da do tja prideti ali ne. Tako se tudi mi na Inštitutu za slovensko izseljenstvo z RCSAZU ukvarjamo z študijami in primerjavami stanja med slovenskimi izseljenci in pa drugimi migracijskimi skupnostmi. Zdaj najprej bi odgovorila na tale dva vprašanja, ki so bila izpostavljena dopoldne pri manjšincih in njihova skrb, ne, glede selitev v mesta. Raziskave 200 let načina življenja med slovenskimi izseljenci kažejo, da smo, veste, ljudje smo podobni in različni, no? In Slovenci smo majčkeno specifični glede tega, kako se obnašamo en do drugega, ko gremo v tujino. In smo od drugih majčkeno različni in nekako ne tešimo v kup, kako bi rekla. Ne? Se pravi, značilno je, da v začetku sicer, ko se izselimo in ko so se Slovenci izseljevali, so se centralizirano naseljevali. Potem pa s časoma so se razselili. Nekako ne ostajamo skupaj. Tam po 5, 6 letih, sploh pa po 10 letih, tudi v primerih, recimo Štokholma, avstralskih mest, vi me popravite, če sem se zmotila, ker vi to veste, ker vi to živite, ampak tisti, ki ste se kot izselili v enem takem valu, ali pa Berlin, tudi nemška mesta, ne, najprej so šli skupaj. Potem v bistvu so se ustalili, so se integrirali, ker Slovenci smo, nekako mi opažamo, da Slovenci se vključujemo v okolje, kamor odhajamo, in navidezno jih celo nekateri obsojajo, da se asimilirajo. Pravzaprav pa to slovenstvo in slovenski jezik zadržimo v družini, v domačem družinskem krogu, privatnem krogu in pa v društvih. Pa tudi ljudje, ki se v društva ne vključujejo, svoje slovenstvo vzdržujejo v prijateljskih krogih. In nismo tako nagnjeni k temu, da bi politizirali svojo slovenstvo, kot pa nekateri, pa ja, da ne bi govorila o nam bližjih,
narodih imajo tudi, ne vem, Nemci ali pa kaki Francozi zelo radi izpostavljajo to svojo francoskost, tudi v političnem pomenu. Tako da drugo, se z vami strinjam, da najprej se Slovenci učijo okolja, jezika novega okolja in zavejo se najprej pomena slovenske identitete, ko dobijo svoje otroke. Otroci, pri svojih otrocih se najprej srečaš z vprašanjem, ali naj ga učim maternega jezika, ali naj ga učim samo, kako se bo pogovarjal z babico. In zdaj, če je mešan zakon, je to vprašanje potem dvojezičnosti in tako naprej. Tako da to, kar se dogaja zdaj na Dunaju, je zelo podobno temu, kar so ljudje 100 let nazaj doživljali, verjetno, lahko pa, da se motim in da bo dejansko zdaj utrip sodobnosti in te tehnologije prinesel neke novosti tudi v dinamiki med Slovenci po svetu, ne vem, to bo pa še čas pokazal. Zdaj pa, če grem čist na ta portal slovenci.si, tako kot sva se pogovarjala, jaz bi izhajala od tam, kjer je bilo končano. Mi smo zelo veseli, da je ta stvar prišla tako daleč. Jaz mislim, da je bilo zelo veliko narejenega, da super, da je stvar prišla, da se profesionalizira, da se jo programira sistematično, da gremo po korakih, da bo šlo zdaj v preverbo razumljivosti, a je razumljivo, kaj vi, ki vam je namenjena, mislite o tem, kaj pogrešate, ker tudi ljudje, Slovenci po svetu, ste si podobni, pa različni. Da se ta podobnost pa hkrati tudi razlika ujame in da pol vidimo, kako bi to pokrili. Zdaj pa pravzaprav bi šla jaz na te cilje. Zdaj, prvi cilj je bil omenjen kot ta prvi korak, ki temelji na tem, kjer smo si vsi po celem svetu in v Sloveniji zelo podobni, rezultati številnih raziskav, pa tudi pogovorov, ki so jih opravili kolegi, ki so postavljali ta portal in so zdaj tukaj pred vami, so nastavki, marsikaj je treba še dopolniti, se pravi, potem imamo to analizo razumevanja in zadovoljstva s to matrico in naprej nadgrajevanje tudi v smeri razlik. In vse to je namenjeno komunikaciji, ne samo Slovenija, vi, tudi vi, Slovenija in pa hkrati temu bi še dodala izseljenci med sabo in pa izseljenci z manjšinci. Se pravi, da bi se začeli komunicirati v smislu tistega starega slovenskega, svetovnega kulturnega prostora slovenskega, ki je 4-peresna deteljica, ali pa 3-peresna deteljica, se pravi Slovenci v Sloveniji, Slovenci izven meja Slovenije in oni, ki ste še dalj po svetu. In da bi pravzaprav ta mreža nekako omogočila komunikacijo skozi podobnosti in razlike v naših življenjih, s katerimi se srečujemo na področju ohranjanja slovenstva in pa tudi sploh za vas, ki živite po svetu, ostali vitalni interesi, predvsem pa vitalni interesi tudi vaših otrok in potomcev, v primerih, če se želite vrniti v Slovenijo ali v primerih, ko mogoče vaši otroci želijo državljanstva in tako naprej. To bi jaz dala le na prvo mesto. Bi pa poudarila to dinamiko, se pravi v vse smeri. In pa tretji izziv, ki si ga mi postavljamo po primerjavi z nekaterimi izseljenskimi migracijskimi skupnostmi, ki so uspele zgraditi tako imenovano virtualno kulturno skupnost preko portala in pa preko ob podpori nove tehnologije. Virtualna skupnost presega komunikacijo, zgolj komunikacijo, ampak na nek način poleg te fizičnega življenja etnične skupnosti se to potem preseli tudi v virtualni prostor, kjer se poleg učenja jezika lahko zadovoljuje tudi druge potrebe v smislu ne samo kulturnega življenja, ampak tudi socialnega, političnega. Jaz bi dala le socialno-kulturno na prvo mesto, pa izobraževanje bi posebej izpostavila. Bi pa v tem pogledu izpostavila tudi pomen spomina in zgodovine. In že leta 2000, Florjan je bil z nami, ko smo pravzaprav grizali prve korake,
in do nekje prišli, potem pa je finančna kriza te napore za nekaj let prekinila in na srečo se je ta pobuda potem in digitalno nadaljevala. Namreč poleg slovenskega jezika in pa kulturne dejavnosti ostaja tukaj zelo pomembna knjižnična dejavnost. Veste, da je zdaj že digitalizirana, da obstajajo knjige in v virtualni skupnosti je to nujna sestavna komponenta. Če bomo seveda prišli v tretjo fazo, se pravi, to je srednjeročni, če ne dolgoročni načrt. Imamo potem virtualno muzealsko dejavnost, kjer vidimo v naslednjem koraku Slovence po svetu in manjšince skozi muzealske aktivnosti v virtualnem smislu zorganizirane na način, da bi imeli potem nek globalni virtualni muzej in pa seveda arhivska dejavnost, ki se ne veže samo na rodoslovje in iskanje korenin, ampak tudi na ohranjanje digitalnih oblik arhivske dokumentacije in pa potem to, kar je bilo že omenjeno, fotografij in pa videotek, kar je pa pravzaprav Florjan, večji ekspert od mene in je že delal prve poskuse, kako bi to mislili in bomo mogoče, če bomo šli v to smer, iz naftalina potegnili te svoje ideje, ampak najprej seveda je potrebno opraviti ta prvi korak, prideti v drugega, dosežiti, da bo finančno stabilno poskrbljeno za portal, ki bi najprej zaživel v tem komunikacijskem smislu in potem ga lahko nadgrajujemo. Ker naenkrat je preveč, ne? Treba je iti po stopnicah. Fajn pa je imeti potem neko mogoče perspektivo, v katero smer bi potem zadevo lahko še nadgrajevali. Mi smo imeli v tem pogledu pomena internetnih platform za mlade v Novem mestu 16. junija, 17. in 18. posvet, na katerega smo zaradi finančnih omejitev povabili potem samo mlade in ljudi, ki se z mladimi ukvarjajo in delujejo na področju bivše Jugoslavije, kjer smo pravzaprav predstavljali ljudem digitalne internetne možnosti, ki jih že danes imajo za povezovanje, spodbujanja aktivnosti na področju mladih v smislu ne le vseslovenskega, ampak tudi evropskega povezovanja in tudi globalno slovenskega, tako manjšinskega kot prekomejnega, ne le evropskega, ampak tudi prekooceanskega, v smislu evropsko financiranih bilateralnih in multilateralnih povezav na področju tega multikulti. Ne? Se pravi, vi že zdaj številni delujete v okoljih, kjer bivate in veste in nočete biti zamejeni v slovenstvo, hočete biti odprti, hočete biti lokalno vpeti, vabite svoje kolege, drugače govoreče v svoje dejavnosti, na ta način promoviramo slovenstvo in hkrati spletamo solidarnost, dostojanstvo, spoštovanje v prostore, kjer vi živite, naj si bo, da sodelujete z manjšinami ali z večino, ne, kjer živite. In to je